Vodnarji, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in z vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar in za vsak teden posebej. Kot splošna energija meseca februarja imamo kraljico kelihov. Torej ta februar, ta mesec bo nekako, v ospredju bo nekaj, posvečali se boste nečemu, kar vas zelo veseli. Bomo pogledali potem bolj natančno. V prvem tednu imamo kralja kelihov. Torej bo to zelo mesec, ko bodo čustva v ospredju. V drugem tednu imamo šestico palic. Tukaj gre za neko zmago, neko zmagoslavje, odobravanje okolice. V tretjem tednu imamo trojko kelihov. Zanimivo, to je neka v bistvu praznovanje, verjetno praznovanje te neke zmage. In v četrtem tednu imamo karto zaljubljenca. To je karta v bistvu neke združitve, lahko združitev z neko osebo, lahko združitev s kakšnim poslovnim partnerjem, z vašo željo, z vašim ciljem, pač karkoli. Zdaj s tem kartami bomo pa pogledali konkretne dogodke. Najprej bomo pogledali osrednji dogodek meseca februarja in to je karta smrt. Karta smrt predstavlja v bistvu zaključek nekega obdobja. Bomo pogledali bolj natančno. S temi kartami bomo pa pogledali, kakšne so lekcije tega meseca, zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kako to najbolje izkoristiti v vašo korist. Kot osrednjo lekcijo meseca imamo devetico mečev. Ok, torej februar je za vas, vodnarje, nekako tak. Torej nekaj imate v sebi, neko stvar, ki vas recimo zelo veseli. To je lahko nek projekt, na katerem delate, ampak bolj iz lastnega veselja, ne toliko za druge in morda v tem mesecu v bistvu boste to nekako dali na površje, boste pokazali svetu. To gre lahko, ne vem, je zbežala misel. Kot osrednji dogodek je tukaj videti karto smrt. To pomeni, da boste v bistvu zaključevali neko obdobje. Lahko, da se bo pojavila kakšna težka preizkušnja, sploh zato, ker imamo tukaj devetico mečev. Neka taka preizkušnja, ki bo v vas dvignila te strahove in dvome glede nekega dogodka. Ampak hkrati je pomembno, da tukaj v tem mesecu to zaključite, da se od tega odmaknete in v bistvu začnete neko novo poglavje. Poglejmo torej prvi teden februarja. Tukaj imamo kralja kelihov. Kralj kelihov je v bistvu oseba, ki je čustveno zelo stabilna. Ne glede na to, kaj se okoli nje dogaja, ostane zbrana in fokusirana, nič je ne vrže iz tira in nekako samostojno pelje neko svojo pot naprej. Poglejmo dogodke. Tukaj imamo sedmico kelihov, imamo dvojko palic in imamo petico kelihov obrnjeno narobe. Če vam takole pokažem. Zdaj tukaj gre v tem tednu za neke odločitve. Zelo možno je, da boste dobili ful nekih možnosti. Recimo, če ste samski, se lahko pojavi več nekih partnerjev, če imate na poslovnem področju nekako, če v ospredju vaše poslovno področje, se tukaj lahko pojavi več nekih možnosti, lahko recimo več nekih poslovnih partnerjev ali pa nekih strank, ki bi recimo rade neko dolgoročno sodelovanje in tukaj se boste nekako mogli pravilno odločiti, vodnarji. Se potem vidi, da boste že takoj v začetku februarja nekako premišljevali o nadaljnjih korakih. Ta karta govori o tem, da v vašem življenju že je nekaj stabilnega. To je lahko pač odvisno zdaj na katero področje se sami najbolj osredotočate v tem trenutku. Ampak tle je nekaj stabilnega in želeli si boste v bistvu narediti nekaj več, iti izven cone udobja boste želeli stopiti. In jaz mislim, da bo to v bistvu prav ta dogodek, ko bo prišlo dosti nekih odločitev in nekako
boste tukaj mogli izbrati neko srednjo pot. Se pa potem vidi tukaj, da morda zelo možno je, da bodo v bistvu vse te odločitve nekako dobre in boste želeli vodarji vse te priložnosti nekako sprejeti. Potem pa se bo izkazalo, da to ne bo mogoče. Ta karta govori o tem, da nekatere te možnosti ne bodo šle skozi, kar lahko pripelje do nekega obžalovanja. Ampak ker imate tukaj osrednjo karto kralja kelihov, je videti, da boste čustveno zelo stabilni in tudi ta karta je obrnjena narobe, kar pomeni, da vas to ne bo preveč ganilo. Tega si ne boste jemali srcu, če se vam v bistvu nekaj ne bo tukaj išlo, tako kot ste sprva pričakovali. Poglejmo, kakšne so lekcije. Imamo desetico novcev in stolp. Torej, ja, dobesedno bi rekla tako, da bo prišla v začetku februarja, da bo prišla neka res taka dobra priložnost, ki pa se na koncu ne bo izšla tako, kot bi pričakovali. Pomembno pa je, da tukaj ostanete čustveno stabilni in da se tega ne jemljete preveč osebno. Pač nekatere stvari se včasih ne izidejo, ampak kasneje, čez nekaj dni, tednov, mesecev, ugotovimo, da v bistvu bila ta odločitev še najboljša. Mislim, da je bil ta izid pravzaprav najboljši. Dokler ne pridemo v prihodnost, ne moremo vedeti, kaj nas tam čaka in zato dostikrat imamo občutek, da smo nekaj izgubili, potem pa v bistvu ugotovimo, da je, tako kot sem že rekla, no, da je v bistvu to bila najboljša možna pot. V drugem tednu imamo potem šestico palic. Torej, že tukaj boste potem ugotovili, da ste nekako, tu se vidi neko zmagoslavje. Kljub temu, da se to ne bo išlo tako, kot ste pričakovali, videti je, da ne boste preveč žalostni ali pa preveč razočarani zaradi te izkušnje. In ravno to vam bo potem pomagalo, da boste v drugem tednu prišli do neke zmage. Poglejmo, kaj točno se bo dogajalo. Imamo desetico meč obrnjeno narobe, ponovno šestico palic in svečenico obrnjeno narobe. Še, če pokažem. Takole. Jaz mislim, da tale dogodek tukaj, ko se vam ne bo izšel, da vam bo v bistvu na nek način, da boste hvaležni, mislim, kmalu boste spoznali v bistvu, da nekako hvaležnost in nekako sreča, še sreča, da se ni zgodilo tako, kot sem mislil. Ker bo tukaj potem v bistvu konec neke bolečine s tem dogodkom. Nekaj se bo v bistvu odstranilo iz vašega življenja, nekaj, kar več ne sodi vanj. In s tem boste potem v bistvu tudi dosegli to neko vaše zmagoslavje. Nekaj boste uspeli doseči, tukaj imamo dve karte, šestico palic, kar pomeni, da bo ta energija zares intenzivna v drugem tednu februarja. Je pa pomembno, da se tukaj da zaupate vaši intuiciji. To govori tale karta svečenica. Pomembno je, da poslušate ta vaš notranji glas, ki vam govori, kakšne korake obrati v prihodnosti. Predvsem pa bodite pozorni na vsa naključja, ki se dogajajo v vašem življenju. Naključja niso nikoli naključja. Naključja so v bistvu kaži pot. Kaži pot do naših ciljev in želja. Se pravi, vsakič, kadar se, ne vem, če se ti zgodi, da srečaš neko osebo po naključju, ali pa slišiš neko pesem, ki ti je nekako znana, ali pa te spomni na neko staro obdobje. Pomembno je, da takrat prepoznaš, mislim, da se zavedaš tega naključja in nekako razmisliš, kako, oziroma kaj ti to naključje prineslo in v katero smer te to naključje pelje. Tukaj imamo kot lekcijo šestico kelihov in štirko novcev. Jaz mislim, da bo tukaj neka oseba stopila v vaše življenje, ki vam bo pomagala pri premagovanju nekih ovir mogoče, ali pa ki vam bo pomagala priti do te zmage. Pomembno pa je, da ostanete skromni. Kljub temu, da boste doživeli neko zmago, ne preveč, recimo, ne preveč jo, kako bi rekla, ne jo preveč tako jemati kot nek velik dosežek.
bolj nekako tle, prišla je ta karta, ne, tlele, ta šotor. Torej bolj je bistveno, da se vi počutite zmagoslavno, ampak ne toliko, da to kažete navzven. Zaenkrat bi bilo boljše, da tukaj ostanete nekako bolj skromni, bolj v ozadju in morda kasneje v bistvu to zmago nekako pokažete. V tem tednu imamo karto trojko kelihov, kar nakazuje na neko zabavo, na neko praznovanje. Se februar je tudi mesec vodarjev, tako da lahko, da v bistvu imate tle praznovanje za vaš rojstni dan. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Petica mečev, petica novcev in kolo usode. Tukaj je videti, kot da boste nekako ne vem, na kaj bi se nanašala točno ta karta, ampak nekoga boste tukaj, tle bo prišlo do nekega konflikta. Nek konflikt, nekaj boste v bistvu na silo odstranili iz vašega življenja. Nekako tako. In ta dogodek vas bo v bistvu potem prinesel do tega, da se boste kasneje počutili nekako prazno zaradi tega, da ste to nekako odstranili iz svojega življenja. Torej nekako boste imeli občutek, da ste nekaj izgubili. Lahko gre tudi tukaj za neko osebo, da bo zaradi vaših dejanj sama nekako potegnila neko črto z vami in nekako boste tukaj potem začutili neko praznino, nekako boste upali na nekaj boljšega. Ne, bomo potem še videli, ko bodo lekcije prišle, bo mogoče to malo bolj jasno. Se pa potem recimo nekje okrog 20. februarja zgodi nek velik preobrat v vašem življenju. Mogoče ne bo spet tako velik, ker imamo to tukaj med dogodki, to karto, ampak se bo zgodil nek tak dogodek, ki bo obrnil situacijo v kontrasmer. Poglejmo lekcije in nam bo mogoče vse bolj jasno. Tukaj imamo dvojko kelihov in štirko mečev. Vaša lekcija je tukaj torej, da jaz bi rekla v bistvu ravno to, ne. Tukaj se lahko zgodi, priti do nekega prepira z neko osebo ali pa z vašo željo. Mislim, prepir z željo je lahko recimo v smislu, da ste si nekaj želeli in potem, ker se ne uresniči, nekako obupate nad to željo in jo nekako zavržete recimo. Ampak pomembno je tukaj, to govori ta dvojka kelihov, da s to osebo, da ohranite nek harmonični odnos. Lahko je s to osebo ali s to željo. Nikakor ne smete tukaj obupati ali pa nekako to osebo odrezati iz vašega življenja, zato ker se ne boste počutili dobro. Se ne boste počutili dobro in v vsakem primeru tukaj pride neka sprememba, tako da okej, zdaj razumem. V bistvu, ja, pardon, zdaj razumem te karte. Vaša lekcija bo tukaj to z neko osebo ali pa situacijo. Pomembno je, da ohranite ta odnos. Bo prišlo sicer do nekih nesporazumov, do nekih, nekdo vas bo nekako odrezal iz življenja in to vas bo nekako pustilo z občutkom osamljenosti ali pa neke izgube, ampak pomembno je, da tukaj ne reagirate. Pač dovolite, da se stvari odvijajo tako, kot se morajo, ker potem pride kolo usode, ki bo obrnil situacijo v drugo stran. In ta karta tukaj predstavlja to, da pač sprejmite, da se zgodijo stvari tako, kot se zgodijo in enostavno ne reagirajte, počakajte, da se stvar dokonča, da se v bistvu vsi dogodki nekako razpletejo do konca in potem bo marsikaj bolj jasno. Tukaj imamo potem kot osrednjo karto v 4. tednu karto zaljubljenca, kar nekako ta odnos oziroma ta odnos z osebo ali željo nadgradi. In jaz mislim, da ta dogodek tukaj, ko se pol situacija obrne, se lahko zgodi, da se potem s to osebo, željo ali situacijo ponovno spet združite. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Imamo kočijo narobe obrnjeno, imamo viteza mečev obrnjenega in imamo viteza novcev. Ja, definitivno ta dogodek, ki bo tukaj spremenil vse, vas bo nekako navdal z neko energijo,
da nekaj razčistite. Tukaj je videti tako, da boste potem na vso silo nekaj razčiščevali, nekaj želeli spraviti v red. In na začetku boste nekako prepričani v te svoje korake, medlo vas bo še mogoče, ali bi ali ne bi, ampak potem nekje proti koncu februarja boste dobili nek zagon, neko jasnost in boste na vso silo to želeli doseči. Verjetno ne boste pri tem ravno uspešni, zato ker se potem kaže, da boste spremenili taktiko. V zadnjih dneh februarja boste vseeno nekako bolj, boste dobili neko zaupanje v to, da se bodo stvari razrešile, pač s to osebo ali situacijo, in boste potem začeli delati bolj majhne, ampak hkrati tudi bolj konkretne korake. Poglejmo še lekcije za zadnji teden. Imamo ponovno karto zaljubljenca in karto sodbe. Torej, ja, vaša lekcija v tem tednu bo, da nazaj vzpostavite to zvezo, ki se je v 3. tednu prekinila. Da ponovno najdete to harmonijo, da najdete to enotnost s to željo, osebo ali situacijo. In predvsem pa ta karta govori o tem, da nekako date resnico ven na dan. Karkoli to je, da nekaj, kar ste držali v sebi, to sem že na začetku, se mi zdi, da povedala. Torej, da nekaj, kar držite v sebi, lahko je to neka skrivnost, lahko je to recimo nek talent ali pa nek projekt, ki ga delate na skrivaj. Ne na skrivaj v smislu, da ga skrivate pred drugimi namenoma, ampak ker ga delate recimo bolj iz nekega veselja, lastnega zadovoljstva. In morda je zdaj bo v tem trenutku proti koncu februarja čas, da to nekako pokažete svetu. Enako velja mogoče za kakšne recimo, če imate kakšno osebo, do katerega gojite neka čustva in si ne upate tega priznati, da to poveste, še posebej, če ste samski. Tukaj bo to bo v bistvu vplivalo na to, da bo da bo v bistvu ta odnos s to osebo nekako se začel nadgrajevati. Mislim, da je to vse, kar bi tukaj povedala. Vodnari, upam, da vam je bila napoved všeč. Če vam je bila, definitivno stisnite kakšen like. Spodaj v komentarjih me lahko kaj vprašate, lahko kaj napišete. Če ste za, lahko tudi donirate. V infoboxu so vse informacije. In to je to. Se vidimo konec februarja z novo napovedjo za mesec marec 2021. Čau, čau!